Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovornicami odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o seksualnem delu v 21. stoletju. Z menoj je Živa Gornik, raziskovalka, antropologinja. Lepo pozdravljena. Živijo. Živa, približno so enako stari, se lahko tikava. Ja, vajda. Okay. Torej, tukaj si že sedela 2 leti nazaj, sva govorila, kaj se to seksualno delo danes je, bi morda vseeno za začetek obnovili, kaj vse danes sodi po ta okvir. Ja, mogoče najprej seksualno delo, to je nek termin, s katerim operiramo v bistvu v raziskovanju, vse je odvisno, kako se tega lotaš, ki v bistvu nakazuje na to, da v bistvu ljudje lahko s seksualnostjo svojega telesa tudi služijo denar oziroma neke druge dobrine. Pod to spada v bistvu veliko stvari, najbolj osnovno prostitucija, pornografija, striptiz, potem imamo tudi recimo erotična dominacija oziroma nasplošna dominacija, zdaj danes je vedno več OnlyFansov oziroma recimo teh videovsebin na spletu, različnih od slik do videoposnetkov, torej kamer v živo, seks klepetov, tudi recimo včasih so bile zelo znane te vroče linije, torej vse to nekako spada. To je v bistvu zelo širok termin, ponavadi v tujini se ga recimo tudi označuje z rdečo marelo oziroma z rdečim dežnikom, torej kot nek predstavnik, kaj seksualno delo je, torej da je to v bistvu zelo široka kategorija. Zakaj tudi nekako govorimo o seksualnem delu in ne več o prostituciji, ki je bil prejšnji termin, je v bistvu zato, ker s tem nakazujemo, da je v bistvu veliko več oblik tega, torej komercialne seksualnosti oziroma nekateri temu pravijo tudi transakcijska seksualnost oziroma transakcijska spolnost, torej spolnost, ki jo zamenjaš za nekaj. Ta nekaj je lahko nekaj materialnega, torej lahko recimo monetarna izmenjava, govoriva čisto naravno o denarju, lahko govorimo o zlatnini, o nakitu, lahko govorimo tudi o torbicah, oblekah, lahko je pa nematerialna izmenjava, torej neke pozicije, lahko neke priložnosti, neki krogi ljudi, torej neke take stvari. Torej vse, kar ne vključuje čiste ljubezni. Ja, ali pa tudi to, ker nekateri pravijo, da je tudi ljubezen tista, ki jo lahko danes kupiš. Ok, to je verjetno, se bova dotaknili tja, ampak ko sem raziskovala OnlyFans, mi je bilo zanimivo, koliko nekih poddelov, se pravi te digitalizacije spolnosti je postalo popularno. Presenetilo me, da so platforme kot OnlyFans, ki so namenjene zgolj za noge, za fetiše na noge in imajo več milijonov uporabnikov, potem imaš Girlfriend Experience, to je to verjetno, kar si zdaj omenila, tudi kupovanje ljubezni. Zakaj v bistvu gre tukaj pri kupovanju ljubezni? V bistvu ti kupuješ izkušnjo, ti takrat, ko nimaš časa, da vlagaš v nek odnos, ker danes recimo, če rečemo, da smo mi zelo karierno orientirani oziroma v času, ko je težje mogoče najti partnerja, partnerko, si pa vseeno želiš te izkušnje, izkušnje nekega partnerja, izkušnje nekega zmenka, neke ljubezni in v tem primeru to vrstna oblika, torej Girlfriend Experience, tudi Boyfriend Experience oziroma izkušnja partnerja, izkušnja fanta punce, v bistvu lahko nekako pomaga, da ti to doživiš, kljub temu, da si sama, lahko v bistvu to v enem momentu, v enem dnevu doživiš in pa greš naprej v svojem življenju in si še zmeraj samski. Kaj pa recimo pri temu, ko so tako popularne te slike, tukaj sploh gre za seksualnost, kako se potem sploh ločuje, od modeliranja? Ja, v bistvu gre se za fetiš. Stopala so v bistvu specifičen fetiš, zdaj raziskovalci raziskujejo, ne vem točno, ali se gre za neke povezave v možganih ali kako, ampak to je prav, ne bi imel neko povezavo in v bistvu so ti stopala zelo erotična. Tudi če tako gledamo stopala ponavadi saj v naši družbi, če govorimo o neki zahodni družbi, recimo lahko govoriva tudi, v slovenski družbi niso nekaj, kar je na plani, mogoče na neki plaži, mogoče na bazenu, ampak v osnovi mi ne hodimo bosi, in to je nekaj skritega, to je nekaj, kar v bistvu ti ne vidiš, in na ta način se lahko to tudi na nek način erotizira oziroma postane del seksualnega. Torej v bistvu gre se samo za to, da je to nek fetiš, ki je tudi postal popularen. Definitivno je pa pri popularnosti tega pomagal tudi splet oziroma predvsem te digitalne omrežja, kjer se je v bistvu najprej začel s tem, da so bili to nekaj humor, sej če mi pa nič drugega ne uspe, bom pa slikal svoja stopala, bom pa slikala svoja stopala, pa sem s tem zaslužila denar. Jaz recimo imam tudi kar nekaj zgodb, ko zbiram zgodbe predvsem študentske populacije, ki se ukvarja s tovrstnim delom, ko mi velikokrat ljudje rečejo recimo na eni strani, jaz ne bi nikoli opravljal seksualnega dela, ampak a veš, da sem pa razmišljala, da bi pa stopala prodajala, da bi prodajala slike svojih stopal. Ker v bistvu na nek način je to ločitev od erotičnosti našega telesa, ker recimo neke genitalije naše oprsje,
Pa pol na drugi strani stopala, ki so pa v bistvu oddaljena od tega, ne, so pa nekaj, kar, to pa ni erotično, ne, in v bistvu je ful zanimiva ta diskrepanca, torej na eni strani v bistvu osebe govorijo o tem, da seksualnega dela ne bi opravljale, na drugi strani pa razmišljanje o tem, da bi imele programe oziroma da bi uporabljale platforme, kjer lahko nekako te slike prodajajo, so pa v bistvu zelo zainteresirane oziroma o tem dejansko razmišljajo. Kako pa gre, se pravi, ta del, ko imamo veliko ponudbe na digitalnih platformah, kako se to zajeda v morda seksualno delo, prostitucije, striptiz klubov, ali modžira promet, ali kako gre tukaj zdaj to? V bistvu tukaj najbolj pomembno, da najprej govorimo o tem, da se pač dogaja digitalizacija seksualne industrije, ne. Seksualna industrija je še en širši termin od seksualnega dela, ki predstavlja v bistvu vse akterje, ki so vpeti v seksualno delo, torej poleg oseb, ki opravljajo seksualno delo, tukaj govorimo tudi o ljudeh, ki so recimo zvodniki, o ljudeh, ki so menedžerji, ki so upravljalci, lastniki barov, lastniki hotelov, delavci v različnih prostorih, tudi stranke, nekateri pravijo, da zraven spadamo tudi tisti, ki to raziskujemo, torej raziskovalke in raziskovalci, hkrati pač so zraven vključeni tudi organizacije, ki pomagajo, torej reskijo pač vse, ne. Vse, kar lahko nekako na to pomislimo, to ne bi spadali po seksualno industrijo. In v bistvu zdaj ta raste. Ja, raste. Zakaj raste? Ker digitalizacija je zdaj v bistvu približala nam to tematiko, ne? Če je bila prej ta tematika neki Playboyi oziroma neke take revije, kjer ni bilo nekaj mogoče čisto vidno na družbi, ampak je bilo del nekih specifik, je zdaj zaradi digitala, torej zaradi digitalnih omrežij to na voljo, ne? Mi lahko vidimo tematike o tem, o seksualnem delu že na TikToku, na Instagramu, kjer se pač oglašujejo. Povsod, ja, in na nek način tudi recimo na medijih, ne, se tudi novice, ki jih mediji dajejo, so tudi o teh tematih. Tudi na televiziji vidimo, v oddajah, tudi v podcastih, ne, kjerkoli zdaj pač se te stvari že reproducirajo in družba postaja zato mogoče manj senzibilna iz vidika, da pač zdaj to postaja vedno bolj vidno družbeno dejstvo. To ne pomeni, da to prej ni obstajalo, ne. Samo bolj je bilo na črnem trgu oziroma skrito. Ja, prej je bilo to skrito, prej je bilo to obrobje, a ne, zdaj pa to v bistvu del nas, a ne, zdaj pa to nekega del vsakdana, del naših mogoče že telefonskih napravic, del v bistvu povsod, kjer se mi nekako živimo, ali živimo digitalno, ali živimo fizično, ne, torej ali uporabljamo neke digitalne platforme ali ne, pač je to bolj vpeto. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj na to, kako pa to vpliva, ne. Zdaj z digitalizacijo seksualne industrije pomeni, da se tudi različne oblike seksualnega dela in prostori digitalizirajo. Na kakšen način? Na eni strani lahko govoriva v bistvu o tem, da se digitalizirajo iz vidika marketinga, iz vidika oglaševanja, iz vidika informacij in na drug način pa recimo iz vidika odpiranja novih prostorov. Če so bili prej prostori nekaj fizičnega, ne, recimo mi da govoriva o hotelih, o ulicah, ne vem, bencinskih črpalkah, striptiz klubih, tako je. Zdaj govoriva tudi o platformah na spletu, ki so pa, ne vem, posamezni forumi, posamezne klepetalnice, posamezne platforme, kjer mi lahko te vsebine zdaj prejemamo. Kako pa vpliva zdaj na nek način pozitivno, na nek način pa negativno, zdaj iz vidika, kako ti to gledaš? Pozitivno iz vidika, zato ker se osebe lahko oglašujejo, zato ker lahko se te prostori, ki so tudi fizični, oglašujejo, ne, lahko iz tega pridejo do več strank. Negativno je pa zato, odvisno, to lahko razumemo negativno, ampak če govorimo o tej binarnosti, pa lahko govorimo predvsem iz tega vidika, ki se iz fizičnega zdaj to predstavlja v digitalni svet, kar pomeni, da mi nekako zgubimo tudi sled, kje so osebe, ki se s tem ukvarjajo, ne? Ker na spletu tudi, če na eni strani govorimo o lahki sledljivosti, ne? Hkrati govorimo tudi o neki razpraščenosti, ne? O večjem individumu, ne? Vsak je na spletu sam svoj, ne? Ima neko svojo identiteto, neko svoje življenje, in če je bila prej seksualno delo nekaj, kjer si vedel, kje se dogaja, so bili specifične lokacije, ne? Govorimo tudi, obstaja termin geografija seksualnega dela, torej kje v krajini se seksualno delo dogaja, recimo ponovadi so to neka industrijska območja, recimo Amsterdam, pa tudi nekatere druge države, Belgija, Nemčija imajo specifično rdeče četrti. Rdeče četrti so specifične, kaj to pomeni? To ne pomeni, da je tam samo prostitucija oziroma osebe v izložbeni prostituciji, ampak govorimo tudi o tem, da so tam lokali, da so tam specifične trgovine tudi s seksualnimi igračkami, torej, da je tam v bistvu vsa ta industrija, vsa ponudba seksualnega na enem mestu. In to so zdaj neke fizične lokacije. Zdaj, ali pa recimo bordeli tudi, striptiz klubi, vse to. Zdaj pa zaradi digitala se
to v bistvu spremenja. Vedno manj je teh fizičnih prostorov. Tudi v Sloveniji lahko vidimo, da v bistvu teh lokalov ni več veliko. Če smo včasih imeli veliko več striptease klubov, jih imamo zdaj zelo malo in imamo samo še nekatere. In se vse to premika na splet, kar pomeni, da se spreminjajo tudi odnosi in kako to zdaj vse vpliva. Tudi kako ljudje med sabo delujejo. Če je prej bilo tako, da je to bila malo bolj skupnostna stvar oziroma so bile osebe dosti povezane, je zdaj tako, da se v bistvu vsak lahko priključi in se prijavi in opravlja seksualno delo. Kar pa ne pomeni, da ne prihaja do recimo trgovine z ljudmi, do izkoriščanja in do vseh drugih stvari. Samo pač spreminjajo vse dinamike moči in tudi nadzora. Kaj pa varnost, recimo, tega, če si predstavljamo, da je bilo prej to skoncentrirano v nekih klubih, v katerih so za varnost deklet skrbeli varnostniki, recimo, pa je bilo prepovedano snemanje. Tukaj, ko govorimo o digitalnih, ko je vsak na eni strani zaslona, lahko tisti uporabnik vse to posname, distribuira, izsiljuje, ko gre. Kako pa tukaj mogoče uporabnice gledajo na to, se počutijo bolj varne ali glede te neke zasebnosti oziroma ki jo imajo? V bistvu zasebnost tukaj tudi spet moramo razumeti, ko en del zasebnosti nam kao ponujajo platforme, torej platforme imajo neka svoja pravila, recimo OnlyFans ima pravila, da ti ne smeš dajati video posnetkov izven, če ne grejo v tožbe oziroma imajo neke pravne formalne. Kot uporabnik. Ja, v bistvu ne kot uporabnik in ne kot tisti, ki dela vsebine. Zdaj na drugi strani pa osebe, ki opravljajo seksualno delo, se hkrati bojijo se tega razkritja. Kaj bo prišlo do tega, če nekdo ugotovi, kaj je njihova identiteta, kdo oni so v realnem življenju, kdo vse bo to izvedel, ker velikokrat pride tudi do tega izsiljevanja. Torej, če ti upravljaš to seksualno delo in te nekdo pogrunta, kdo si, lahko pride do veliko izsiljevanja. Torej, ne govorimo samo o izsiljevanju za denar, gremo tudi o fizičnem izsiljevanju, recimo zahtevo po določenih spolnih storitvah, ki jih prej mogoče oseba ne bi naredila. Zdaj, neki načini, kako delati s tem, so recimo sekundarna identiteta. Osebe ustvarjajo neko sekundarno identiteto oziroma neko working identity oziroma delovna identiteta, se temu reče. Torej, identiteta, s katero one delajo oziroma s katero osebe delajo in s katero pač si prilagajajo svoj celoten delovni dan oziroma opravljanje tovrstnih vsebin oziroma dela in govora s strankami. Na drug način je v bistvu za zaščito tudi nekako poskrbljeno tako, da v bistvu uporabljajo, VPN, torej spreminjajo svoje IP adrese, naslove, preveč anglizma, oziroma uporabljajo te mehanizme ali pa recimo se omejijo na določene države in v drugih državah probajo ne predstavljati svojih vsebin. Recimo, če si v Sloveniji, boš probal delati malo bolj za tuj trg. Za angleški svet, mogoče tudi za širše na Balkanu, karkoli, ali pa recimo obratno, ali se pa omejiš samo na svojo državo, odvisno je zdaj pač od stika. Zdaj, dejstvo je, da večja kaj država na nek način, zdaj spet odvisno od zakonov. Vsaka država ima svoje zakone, kako se regulira in ne regulira seksualno delo oziroma prostitucija, ampak v osnovi so večje države kdaj bolj varne iz vidika razkritja, zato ker je manjša verjetnost, da te bodo ljudje osebno poznali. Tukaj govorimo pač samo iz tega vidika, mi v Sloveniji nas je 2 milijona, kar pomeni, da verjetno, če imaš ti kot oseba 100 strank, bo ena od teh strank ali poznala tebe ali pa nekoga v tvojem bližjem krogu. Zato, ker smo v Sloveniji recimo tako majhna država. In iz tega vidika pač so nekatere večje države oziroma večji trgi bolj varni. Ampak spet dinamike. Pa imajo naročniki na te vsebine bolj željo, da gledajo punce iz svojega okolja, oziroma ali je to nek faktor, ki jih zanima, ali slovenske stranke iščejo Slovenke na OnlyFansu? To je pač specifično po lastnih željah. Nekateri iščejo pač tiste iz svojega okolja, nekateri iščejo, tukaj je bolj to, da si prilagajajo ljudje vsebine na podlagi svojih lastnih fetišov oziroma želja, ki jih imajo. Ker to je pač prednost tovrstnih vsebin in platform, je to, da v bistvu ti lahko najdeš stvari, ki jih mogoče ali ne najdeš zastonj, čeprav v večini ne najdeš zastonj, ker porniči vseeno oziroma sera porno industrija je v bistvu zelo široka, to je zelo močen sektor, tudi veliko pornografskih strani, ki imajo veliko tovrstnih vsebin. Na drugi strani pa ti lahko v bistvu kupaš nekaj, kar je nedosegljivo, ker če je nek pornič dosegljiv, ker so to te splošne vsebine, na OnlyFans in podobne platforme omogočajo, da ti dobiš v bistvu prilagojene vsebine samo zase. In v bistvu to je tisti trigger, zakaj ljudje v bistvu se na koncu odločijo in bi šli na to vrstno vsebino namesto, na
Pornhub, kjer imajo recimo zastonj podobne porniče z drugimi igralkami. Je velikokrat je v bistvu tudi ta osebnost tukaj tista, ne. Torej bolj kakor to, a si želi nekdo gledati Slovenko, Američanko, Nemko, je bolj to, katera osebnost, a ne, kaj je zdaj fetiš v ozadju. Tudi neka komunikacija verjetno, pač, da je nek osebni stik, neko dopisovanje, da skrbi za te svoje naročnike. Ja, veliko, v bistvu ta komunikacija je v bistvu zelo velik del samega dela, zato ker v bistvu ta del, da priješ ti do konca in da ti kupiš vsebino, je v bistvu najmanjši del. Ti moraš v bistvu stranko prepričati, ti se moraš stranki posvečati, ker če se stranki posvečaš, bo stranka se vračala k tebi, če ne boš lahko neki drugi osebi, ki se ji bo bolj posvečala, ne. In v bistvu je tle veliko tega, na nek način bi lahko rekli skrbstvenega oziroma emocionalnega dela, oziroma čustvenega dela, kjer ti veliko sebe vlagaš notri, zato da oseba na drugi strani ostane zainteresirana in se počuti ljubljeno, se počuti zaželjeno. Torej v bistvu na nek način ti njej daješ to, da je ona zaželjena, hkrati ti pa ta oseba vrača s tem, da te plačuje, a ne, in da plačuje tvoje vsebine. Koliko pa je torej Slovenk kot na OnlyFansu 70% žensk kreatork, če govorimo o tem seksualnem delu, koliko pa je Slovenk, ki se že ukvarjajo s tem? Pravic ne bi znala povedati številke, zato ker to ne moramo priti do teh podatkov. Mislim, Mirovni inštitut je delal raziskavo ORIS, v kateri so pač med drugim tudi se spraševali ravno o tem, ali ljudje imajo platformo OnlyFans, ne, in pač oni so en zelo majhen del raziskave dobila, ne. Tudi jaz, ko sem 2 leti nazaj delala, del populacije, tudi jaz, ko sem delala med študentkami, tudi nisem dobila velikega dela, ne, zato ker ti priješ samo do x ljudi in tukaj je v bistvu vezan tudi stigma, ne, te populacije. Torej, ko govorimo o seksualnem delu oziroma osebah, ki se s to vrstno populacijo ukvarjajo, je to ena stvar, ki je to, da ljudje tega ne bojo javno razkrivali. Sploh ne v Sloveniji, mogoče v tujini, kjer so recimo kakšni drugi zakoni, recimo v Avstriji, če ti želiš delati kot prostitutka, recimo v javnem bordelu, moraš biti prijavljena na policijo, moraš imeti licenco, se moraš testirati, ne, in je čist drug sistem. V Sloveniji ta sistem ni takšen, je malo drugačen, je v bistvu bolj samostojen, individualen, sicer imamo na nek način nimamo legalizirano, imamo dekriminalizirano. Legalizirano imamo v bistvu striptiz, pornografijo pa erotične masaže, vse drugo je pa v bistvu samo na dekriminalizaciji. Tako da ne moramo govoriti v bistvu. Jaz ne bi znala povedati številk, lahko govorim recimo o teh številkah, ki vem, da obstajajo, torej 3-7% študentske populacije ima izkušnjo upravljanja seksualnega dela, ne. Zdaj verjetno za seksualno delo in general verjetno bi lahko govoril o nekih podobnih procentih, ampak po pravici ne vem, zato ker to ni nekaj, kar lahko v bistvu zavedemo, ne, ker to ljudje ne bodo povedali in težko bomo prišli do vseh. Mi prijemo samo do unega X-a, ki bo pripravljen s tabo komunicirati, če recimo govorimo o raziskovalcih oziroma o ljudeh, ki pomagajo ljudi tudi reševati iz tovrstnih situacij. Zdaj, velik del je pa v bistvu zelo skrit, ne, ker če ti o tem javno govoriš, pomeni, da lahko marsikdo to zve, kar pomeni, da se lahko tvoje družbeno in družinsko okolje ful spremeni. In je zelo težko kaj tazga v bistvu se pogovarjati v današnjem času, ker je ta stigma okoli tega še zmeraj tako močna, ne. Zdaj, če pogledamo vsakič, ko so neke tovrstne objave, ko je nekaj tazga objavljeno, neki ali podcast ali oddaja, je veliko komentarjev, se to se v Sloveniji ne dogaja, se tega ni, to ljudje ne rabijo, ali pa to ljudje hoče samo izkoriščati. Recimo, jaz sem velikokrat zdaj dobivam tudi komentarje, recimo, ko raziskujem seksualno delo med študentsko populacijo, je tako, recimo, glaven komentar, ki ga dobivam, zakaj bi študenti v Sloveniji rabili opravljati seksualno delo, saj je študij zastonj. In to je ta mentaliteta. Saj je Slovenija dovolj socialna država, da ti ne rabiš opravljati seksualnega dela oziroma imeti tovrstnih vsebin, torej neke komercialne seksualnosti. Ampak mi se moramo tukaj zavedati, da to je ful širše, kakor samo neka socialnost oziroma nujno ekonomski faktor. Ekonomski faktor je sicer ful velik dejavnik. Torej, je ena izmed osnovnih stvari, zakaj se osebe odločajo za to, da bojo opravljale seksualno delo. Ampak hkrati se odločajo tudi zaradi drugih stvari. Recimo, če gledamo performance, čistko. Ti za 1 uro seksa, ne vem, lahko dobiš še zmeraj po moje okoli 150 €, nisem pogledala že nekaj časa naslov Escort. In koliko časa moraš ti recimo delati delo, zato da ti dobiš 150 €, ne? In so te price to performance momenti, ko ljudje gledajo v bistvu kdaj tudi na to, da se to delo bolj splača delati ravno zato, ker dobiš več denarja v manjši
časovnem obdobju. Ne. Torej, spet, ja, je element denar, ampak je tudi recimo ta časovna zanka, tudi to, da ljudje razmišljajo o drugih stvarih ali željah, ne, ali pa da je to nekaj samo, kar se trenutno dogaja, torej bom zdaj to samo trenutno delu in bom delal to toliko časa, dokler ne zberem dovolj denarja za stanovanje, ker recimo v Sloveniji so stanovanja vedno dražje, recimo v Ljubljani se skoraj da ne moreš več privoščiti stanovanja, če nimaš ne vem kakšne kariere, ali pa kjerkoli drugje. In recimo to je način, zakaj bom jaz začel to delati. Ne. Pa so pa pač še vsi dejavniki, ki na to vplivajo. Ali pa recimo lahko so tudi dejavniki drog, dejavniki odvisnosti od alkohola, dejavniki želje po kakšnih materialnih stvarih, želje po mogoče boljših počitnicah, želje po potovanjih, kupiti avto ali pa plačati kakšne druge luksuzne ali ne luksuzne dobrote. Okay. Kaj pa konkurenca umetne inteligence? Kako to v bistvu jemlje delo, kajti danes vemo, lahko AI ustvari odlične pornografske in druge seksualne vsebine. Kako pogosto je to že? V tujini se recimo že pojavljajo AI bordeli, torej, ki so prav narejene specifične spletne platforme, kjer delajo AI sex workerji, torej boti, ki upravljajo seksualno delo in je to v bistvu cel point tega fetiša je to, ne, da ti govoriš z unim botom, ki je prilagojen temu. Danes sploh AI se uporablja velikokrat pri komunikaciji tudi s strankami, torej zato, da se odgovarja nazaj, da so oni splošni odgovori, karkoli, torej te osnovne zadeve. Torej ta birokratski del je zelo popularen, torej ne samo nujno v ustvarjanju vsebin kot takih, ampak predvsem najprej birokratski del, torej da nam ni treba odgovarjati na maile, da lahko imamo neka generirana sporočila, ker tudi veliko časa vzame, da ti napišeš sporočilo. Tako pa lahko v bistvu umetna inteligenca ti pomaga, ne, da hitreje prilagodiš tovrstne vsebine, torej že neko splošno pisanje drugi osebi. Torej to se pojavlja. Ne. Zdaj, kar se tiče pa dejanskih slik, pa video vsebin, pa to zdaj se je šele začelo pojavljati. Ne? Torej tudi spet teh podatkov nimam, zato ker to je zdaj neka stvar, ki zdaj kakšno leto je bolj aktivno začela vstopati v seksualno industrijo, jo pa začeli že spreminjati. Ne? Če smo recimo imeli pred nekaj časa v Sloveniji tudi bordel seks roboti, ki je bil v Sežani dejaven, recimo koliko 1 leto ali 2 leti je bil dejaven. Kako to izgleda? To priješ ti tja in za 1 uro najameš lutko, ki je tudi topla in delaš njo, kar želiš. In ti si izbereš, katero lutko boš imel, katero sobo boš imel, kako bo oblečena in to je to. Smo recimo imeli tudi to, tudi to je del te pač pametni roboti oziroma seks roboti, to je tudi del sprememb zdaj v teh digitalizaciji seksualnega dela oziroma na splošno seksualnosti. AI pa zdaj v bistvu vstopa, ravno s tem pogovori, tudi ta pogovor del je tudi ful velik del, torej na nek način nadomešča tudi ta čustven del, nadomešča del, ki ti v bistvu vzame ful časa. Ker ti, da se kot oseba, ki upravlja seksualno delo, lahko pogovarjaš z večjimi uporabniki oziroma sledilci hkrati, ti vzame kar veliko časa. Rada, da imajo ta dekleta po več kot 10 zaposlenih, da ves ta proces teče nemoteno. To so konkretne službe. To je v bistvu tako, to so na nek način influencerke, govorimo o nekih adult influencerjih, torej osebah, ki delajo in imajo seksualne vsebine oziroma erotične vsebine, in imajo vse od upravljavcev družabnih omrežij do stilistov, do kamermanov, do pač vse. In recimo v tujini je ful značilno Kanada, Amerika, da temu se reče Bob Houses, oziroma pač prav hiše, kjer te osebe, mislim, najprej so bile značilne te hiše za tiktokerja. Torej je bilo več mladih tiktokerjev, ki je živelo v eni hiši in so snemali in delali vragolije, karkoli. No, zdaj pa so te hiše prišle tudi v sex industry, že nekaj časa, že par let, in v bistvu osebe, ki imajo OnlyFans in tovrstne platforme, živijo skupaj v hiši in skupaj snemajo ali pa individualno različne vsebine na temo seksualnosti, torej ali kakšne domače porniče, samozadovoljevanje, seks v dvoje, troje, v orgije, karkoli, in pač živijo skupaj v nekem takem community oziroma skupnosti in je v bistvu ful zanimiv ta element, da če prej bilo to nekaj bolj individualnega, in to je še zmeraj nekaj individualnega, ampak da se po tujini zdaj pojavlja ravno to, da ratuje neka taka mini skupnost, ker si skupaj več oseb pomaga in delajo te stvari. Po eni strani nas vse to, ne vem, če je prej bilo potrebno iti v nek bordel, pa zato zbrati pogum, zdaj to lahko se delaš pač za ekranom doma, se pravi, po eni strani ti nudi večjo neko intimo, ampak po drugi strani te pa še za tiste redek nek stik s človekom morda prikrajša, pa po drugi strani potem te ustvarjalke
iščejo pa neko druženje, neko skupnost ali kako. Ja, v bistvu se to že značilno tudi že odprej, recimo, ko se je pojavil internet, ko so se pojavili prvi forumi, so v bistvu seksualne delavke, delavci ful hitro sledili forumom, zato ker pač itak si šel tja. In forumi so omogočili v bistvu že prvi način povezovanja. In to povezanje ni bilo samo. Osnovni del je bil, kako se zaščititi pred neko stranko, kako se zaščititi, da se ti ne bo zgodila kakšna slaba stvar, kaj narediti, recimo, če je počel kondom, kam se testirati, kdo je varen, kdo ni varen, recimo od zdravnikov, od policajev, komu prijaviti, kaj prijaviti, ali lahko ali ne. No, in pol kasneje so se te forumi razvrstili tudi do tega, da so se ljudje začeli recimo deliti informacije, kako speči kruh, kako pač čisto take življenjske, ali pa kje je kupovati najboljše, najcenejše obleke, kje kupiti prašek. Tako v bistvu je postala neka taka skupnost ljudi, ki počnejo v bistvu na nek način isto deviantno stvar, ker v seksualnem delu velikokrat govorimo o deviantnosti, torej o neki odklonilnem obnašanju v družbi, ki ga normativna družba ne sprejema. In v bistvu so ratale v bistvu te mehne skupnosti, ki si pomagajo med sabo. Torej v bistvu ravno ta izolacija družbe jih je na nek način prisilila, da so se začeli med sabo povezovati. Ampak to je predvsem značilno za ta angleški svet, torej bolj za res spletno okolje. V Sloveniji tega ni še, ne vem, da bi bilo. No. Mislim, so neki zametki, se ljudje trudijo, ali pa recimo bolj tako na prijateljskih osnovah, ampak da bi bile pa tako širše stvari. Zdaj, res ti, da je deviantno, ko se pogovarjam tako z mlajšimi, se mi zdi, da to sprejemajo, da tega ne obsojajo, niti ne stigmatizirajo. Ja, mislim, deviantno je samo tako, ko govorimo in general. Zakaj mladi tega ne obsojajo, tudi lahko bi rekli, nek način je odvisno od popularne kulture in tudi striptease kulture. Popularna kultura, zato ker so spolne vsebine vseeno ratele del vsak dan, so v filmih in s tem je tudi vezana striptease kultura. Tako je, glasba ima veliko teh vsebin, zelo ogromno. V bistvu tudi navadne influencerji, če gledamo neko Kim Kardashian in podobno, so v bistvu zelo seksualizirane. Recimo, meni je vedno zanimivo, če pogledaš recimo nagrade od Oskarjev ali pa nagrade od teh porno nagrade. Če pogledaš obleke, velikokrat skoraj ne ločiš po oblekah, kdo je dejansko oseba, ki je pornesa, recimo porno igralka, in pa kdo je neka navadna hollywoodska zvezda, ker so oboji skoraj isto razkriti. Oziroma, kdaj so celo te v Hollywoodu, recimo na nekih Emmyjih, karkoli, bolj razkriti, oziroma Oskarjih, bolj razkriti, kot osebe, ki hodijo na porno nagrade. In tudi to. Drugače pa striptease kultura, ta koncept, ki sem ga prej vpeljala, je v bistvu koncept, ki govori o tem, da v naši družbi vedno bolj postajajo domače te teme spolnosti. Vedno lažje o njih govorimo, vedno več jih tudi vidimo. Vedno več, ko jih vidimo, torej s konzumacijo, smo bolj. Naša senzibilnost se zato znižuje. Ne zdi se mi nič več tazga. Če je bilo to prej nekaj, kar si ti počel doma v svoji intimi, v svoji sobi, s svojim partnerjem, recimo ali sam sabo, je to zdaj nekaj, kar je pač normalno, da vidiš tudi v javnosti. Oziroma vidiš ali na nekih plakatih, ali vidiš v filmih, ali se pogovarjaš, vidiš, ne vem, neke zgoščenke, informacije. Pač dejstvo je, da je človek seksualno bitje in pač ta njegova seksualnost se zdaj tudi vidi ravno zaradi družabnih omrežij. Recimo, družabno omrežje kot nek tak naš drug način življenja. In mladi v bistvu zdaj rastejo v svetu digitalizacije. V digitalnem svetu imamo mi dve življenji. Če smo prej, recimo, jaz sem še odraščala tudi na ulici, smo se veliko igrali tako. Leta 2000 se spomnim, smo se s frendi že podili okoli, pol kasneje, vse generacije kasneje, pa se tudi jaz nisem neki ful stara, ampak karkoli so bolj odraščali s telefoni, so bolj odraščali z digitalnimi napravami. Je bilo čist drug odnos je bil. In je tudi te vsebine mogoče drugače doživljaš. Ker recimo pri nas je bilo še zmeraj tako, te vsebine, to bomo pol kasneje, pa o tem se ne govori, če je to v filmu, če je bilo to slučajno znotraj filma, ki si ga zvečer gledal, si sam tako čakal, gledal dol in starši in vsi so bili tiho in si sam čakal, da gre čim prej naprej. Danes pa lahko te vsebine najdeš. So tudi platforme, kjer tudi otroci lahko poiščejo informacije o teh stvareh, vprašanja, tudi govori se pač sama spolna vzgoja, oziroma spolne vzgoje sicer nimamo dobre, oziroma je nimamo na način, kakor bi jo lahko imeli, ampak nam omogoča, da se o tem pozanimamo.
Če ti znaš nekaj pogooglati, če znaš nekaj, zdaj se tudi AI v bistvu sprašuje, se niti več ne googla, zdaj se sprašuje AI, ChatGPT, boš dobil informacije, ki jih pa prej nisi kar tako dobil, ker nisi imel teh platform, na katere bi lahko šel. Ok, rekla si, človek je seksualno bitje, pa je ta seksualnost ves čas enaka ali se pod težo teh seksualnih sprememb, skoraj da ne neke seksualne revolucije, ki jo poganja digitalizacija, tudi naša seksualnost spreminja? Naša seksualnost se v vsakem primeru spreminja, zato ker pač mi odraščamo, in to pač, recimo kot otrok, prideš, nastaneš in potem začneš zreti, priješ v neko to spolno dobo in potem kasneje, recimo po otrocih, karkoli malo kasneje, začne to počasi umirati, ne vem, do smrti. Pač to so vse cikli. Ampak spolnost se pa tudi spreminja valjda z dejavniki, ker imamo različne dejavnike. Niso dejavniki samo digitalizacije in platform, na katerih mi smo, ampak je tudi dejavnik, recimo, sama socializacija, torej neka primarna govoriva o družini, prijatelji, sekundarna je že šola, so neki klubi, pa tercialna službe, pa to. Vse to v bistvu vpliva na nas. Ne vpliva samo ena stvar ali pa to, kdo smo mi, ampak na nas vpliva veliko različnih kulturnih dejavnikov, družbenih dejavnikov, kaj se zdaj spreminja, kakšna politika je v neki državi, recimo, katere vere so prisotne, kako mi govorimo o verah, kako mi govorimo o politiki, kako se mi obnašamo, kakšni so naši odnosi, tudi spolni odnosi v smislu ne iz vidika, kaj mi delamo v postelji, ampak kakšne so recimo naše spolne vloge. Je neka družba bolj tako, ženska mora biti doma, mora kuhati, mora skrbeti za družino, ali so ženske bolj liberalne. In to vse v bistvu nekako vpliva na naše odnose. Predvsem pa to, s kom se mi družimo, kaj mi beremo in kaj mi poslušamo, torej kaj mi vse konzumiramo. Ker lahko si ti v bistvu prihajaš tudi iz čisto odprte družine, recimo odprte, kaj je odprto, tako si vsak po svoje razlaga, in potem zaradi določenih ozembin, recimo si ful bolj proti temu, ali pa obratno. Pač ful je dejavnikov, ki dejansko vplivajo na to, kako mi doživljamo seksualnost in kako jo tudi izražamo. Tako da v bistvu, digitalizacija na en način ful vpliva, ker ti lahko več stvari vidiš. S tem, ko ti vidiš več stvari, ti mogoče malo več zveš o teh stvarih in mogoče se začneš več prespraševati. Med covidom je bilo značilno, da so se ljudje v bistvu ful prespraševali, kaj je zdaj ta njihova spolnost. Zakaj so se spraševali? Ker so ostali doma, in kaj boš ti doma delal 24/7, pač en del vidika je bil valjda, da boš začel kot tudi svojo spolnost, ker pač šele takrat imaš čas dejansko vse posvetiti svojemu telesu, in kaj so neke potrebe ali želje, kaj so tudi meje, ker tudi ko si ti nekako doma zaprt, če govoriva recimo o intimi doma, pomeni, da te drugi ne vidijo, kar pomeni, da ti lahko veliko več se preizprašaš, veliko več lahko sprobaš. Zato je tudi ta digitalizacija na nek način omogočila, da ljudje zdaj iščejo, kaj je ta njihova seksualnost, ali pač je ne, ali pa jo zavračajo. Lahko tudi opazijo vsebine, s katerimi se ne strinjajo in grejo pač v drugo smer. Oboje. Ker tudi te digitalne platforme so kot gobe po dežju vzniknile tudi na področju menjave partnerjev in drugih takih, ki niso, ne gre za to zamenjavo za nekaj, se pravi, gre za to raziskovanje spolnosti. Tudi tukaj je verjetno dalo več priložnosti. Ful več priložnosti, tudi to, da lahko, če smo včasih bili naučeni en partner in to je to za življenje, je danes pač ravno ta sprememba, pač lahko si izbereš, lahko najdeš tudi v redu, če ti pač nekdo ne paše, greš v nerazmerja, greš v novo razmerje, torej pač vsi odnosi so prišli v bistvu bolj na plano. Bolj, ker se mi umikamo na nek način v osamo, bolj hkrati na ven prihajajo naši odnosi, kako ne bi imeli odnose, pa kaj bi bil. Tudi zdaj na nek način lahko govorimo tudi o idealizaciji, kaj je zdaj ta idealni partnerski odnos, ali se ljudje sploh še želijo biti v odnosu in delati na odnosu, ker odnosi so tudi nekaj, na čem moraš ti graditi in na čem moraš ti garati, ker pač samo zato, da gradiš odnos, ne pomeni, da bo zelo trdo stal. Na koncu tudi grad iz peska morje takoj podere. Ti moraš veliko načrtovati zraven, da pač nek odnos pol deluje in tudi poznati se. In velikokrat je pač lažje, kdaj odnos samo zamenjati. In to zdaj v bistvu vse te platforme na nek način tudi omogočajo, ta hitra ljubezen oziroma menjava in tudi vprašanje zdaj, kaj zdaj pomeni odnosi. Kako mi zdaj postavljamo te odnose? Ali so odnosi nekaj, kar bo zdaj stebro, kot je bilo včasih, ker včasih je bilo v skupnosti, pač nisi bil ti sam, najprej si bil ti z nekom, ali pa v družini, pa še celi skupnosti. Zdaj pa ful bolj ta individuum, jaz sam zase. Jaz brez ljudi, jaz ne rabim nikogar vprašati, jaz se moram sam znajti. In v bistvu na nek način nas platforme v bistvu silijo,
da smo individualni, na drug način pa kao ponujajo možnost, da se povezujemo. A ne tako ful spet neka taka. Ful zanimiva misel, ta ste rekla, se umikamo, želimo biti sami, po drugi strani pa nas to... Pa nasili naprej, a ne, v družbo. Torej, umikam se v svoj dom, ampak na spletu rabim biti pa takoj povezana, da nisem osamljena. Ker pač jaz sem fizično lahko sama, ampak ne smem biti pa osamljena. Ne? In to osamljenost mi pa rešuje ravno digital. Ker zdaj imam pa skozi nekoga na voljo. Ne? Zdaj pa jaz lahko tisti trenutek pišem svoji najboljši prijateljici, kaj delaš, sem tako in mi bo Brez, da bi bil v resnici izpostavljen. In se jaz v bistvu ne počutim toliko samo, ali pa da nimam stika s svojo prijateljico. Tudi, recimo, če je bilo prej tako, da smo se videli, ne vem, vsak dan, vsak 3 dan si šel na kavo ali pa si se videl, je zdaj tako, da v bistvu ni nujno sploh, da se vidiš po 2-3 mesece, pa se ne počutiš, da si daleč od osebe. Tudi te odnosi, ki jih imamo naši prijatelji, če so šli po svetu, jaz imam zelo dobrega kolega v Amsterdamu, se kdaj, ravno zaradi tega spleta, vem, da pač on je tam, je pač, je milijon kilometrov med nama ali kakorkoli pač do Amsterdama, ampak jaz ga imam, kaj se z njim dogaja. Vem, kaj se z njim dogaja in lahko mu vedno pišem. In zato te odnosi se spreminjajo. Torej, kukor gremo mi v fizično samo, nas ravno ta digitalnost omogoča, da v bistvu mi na nek način nismo osamljeni, čeprav smo, ker na koncu ljudje vseeno rabimo tudi fizični stik. Pa ne govorim tukaj o seksualnem smislu, ampak tudi tako, ljudje rabimo drug drugima, rabimo neke odnose. In zdaj pač digitalizacija to ful spreminja. Kako pa v bistvu te platforme, digitalne vsebine, ki so vse prisotne, kot so rekle, v bistvu vplivajo na neka realna pričakovanja, ki jih potem imamo vseeno, pa imamo več odnosov preko spleta, nismo osamljeni, tudi če smo v resnici fizično sami, ampak vseeno pa se mi zdi, da pa rabimo potem tisti dotik, živ stik. Se sploh še znajdejo mogoče te generacije v temu, ali so tukaj drugačne oblike, bodo tudi prišle, ne vem. V bistvu fantazije se ravno zaradi teh vsebin, ki so na teh platformah, spreminjajo. In s tem se spreminjajo tudi naša realna pričakovanja, ker mi več zdaj ne vemo, kaj je resnično dosegljivo in kaj ni. Ker to, kar ti vidiš na spletu, je nekaj zaigranega, je nekaj prilagojenega. Delajo velikokrat tudi, mi govorimo o profesionalcih, zdaj pač odvisno je, kako si zdaj ti to interpretiraš, ampak to so ljudje, ki so navajeni tovrstne vsebine delati. Ko vidimo, ne vem, neke specifične fetiše, neke specifične porniče ali pa neke take vsebine. In ti velikokrat ne razumeš ravno zaradi te intime, ki jo imaš ti doma, in misliš, da si s tem zraven. Zdaj sem jaz v to vključena, to je del mene, ker to gledam, ker o tem fantaziram, si sebe tam predstavljam. Velikokrat težko pa ločiš, kaj je zdaj tisto, kaj jaz realno zmorem in kaj je tisto, kar si jaz domišljam, da zmorem. In to zdaj pač prihaja do nekih teh odstopanj, zato ker pač velikokrat pol mi mislimo, kaj vse mi tudi zmoremo, in tudi te želje so velikokrat drugačne, kot tisto, kar je fizično zmožno. Jaz si recimo lahko osebno predstavljam, da bi lahko šla na Mount Everest, sam po vsej verjetnosti jaz tja gor ne pridem, pač umrem, verjetno po prvih 300 metrih. It's a fact, ker pač je ne. Sam tako pač, ampak si predstavljam, da verjetno, če bi pa ful strenirala, pa sej v easy bom jaz gor prišla, pač vse se da, ampak dejstvo je, da pač ravno to nam omogoča, da smo mi, da je vse dosegljivo. Te platforme, ravno te fantazije, vse je zdaj dosegljivo. Jaz si nekaj zaželim, to bo na voljo, AI zdaj še dodatno. Jaz sem nekaj predstavljala, bom dala neko besedilo, neko nalogo, nek prompt v ChatGPT in mi bo dal točno to sliko. Fantazija bo takoj tam na plani, ampak to ni nujno resnična fantazija, kar se tiče fizičnega prostora. Je resnična, kar se tiče digitala. Tudi to se moramo zavedati, da tudi virtualno je nek način resničnega, samo pač doživljanje je drugačno. Ni pač dotakljivo doživljanje, kot smo prej rekli, ampak je pač neko doživljanje v nekem stimulansi so verjetno so isto, ampak pol je pa pač problem, ker ti si ne znaš zdaj predstavljati, ker tam je zate to toliko resnično, toliko živo, te stvari so žive. Ko ti gledaš nek pornič, ti se lahko živiš v to vlogo. To je zelo lahka stvar, tudi ta igra vlog, pa vse. In je pa zelo težko kdaj priti v neko realnost, ker pač realnost je pa taka, da telesa niso ista. Jaz lahko gledam nek pornič, pa si pa predstavljam, da s partnerjem, ne vem, isto seksala, verjetno ne. Ne on, ne jaz, nisva porno igralca, ki imava izkušnje s tovrstnimi seksi ali pač pozicijami, in jaz tega ne bom zmogla. Na drug način pa pač tam pornič je pa to resnično, zdaj sem pa to jaz, in tako, ko si ti to predstavljaš, si tako, se to sem jaz. In te fantazije je velikokrat v bistvu težko ločiti, ampak dejstvo je pa, da so. In tukaj ne moramo reči, da je to kaj slabega, ker pač vsi fantaziramo, vsi imamo sanje. To je pač sam sanje. Problem je samo v tem, da v bistvu
v tujini imajo že v bistvu izobrazbo, porn literacy se temu reče, oziroma porno literarnost, ne znam niti preveč dobro, da bi rekla, ampak govori o tem, da je treba, ko gledaš porniče, razumeti, kaj je resnično možno in kaj je samo neka fikcija oziroma neka skripta prilagojena, tako kot hollywoodski filmi. Mi lahko gledamo filme o nekih samurajih, Marvel junakih, karkoli, ampak Marvel junakov Supermana na koncu nikoli leta čez Ljubljano z svojim ogrinjaljem. Ja, pač it's a fact. Lahko ga imaš oblečenega, ampak pač ne moreš pa glih leteti, no. Vsaj ne na ta način, kot je prikazan tam, oziroma DC ali kjerkoli je. Torej, v bistvu govori o tem, da moramo ljudi izobraziti, da ko gledajo to vrstne vsebine, da bojo razumeli tudi, kaj je zaigrano, kaj je nekaj, kar je pač narejeno po neki skripti, nekemu scenariju, prilagojeno, delajo strokovnjaki v zadnji tudi tim, tudi samo snemanje porniča, to ni nekaj lahkega, to traja več ur, to je cela podpora v ozadju, to ni lahko imeti nekega anal gangbanga, recimo, se ljudje predstavljajo, se to je pa lahko, ne, če to delaš nepravilno, recimo ne uporabiš lubrikanta, karkoli, boš lahko, če si nepreviden, pristojni urgenci ti bojo mogli šivati zadnjo ritensko mišico. No, se ravno zdaj je bilo ta zelo odmeven primer, ki je bil tudi v vseh medijih, ko se je začel ta nek trend podiranja rekordov, katera bo spala z večjimi moškimi in je skoraj 600 moškimi spala in tudi pristala v bolnišnici. Ja, ena punca. No, ravno zaradi tega, ker pač naše telo, mi imamo drugo idejo, kar zmoremo, kot tisto, kar res more naše telo. Mi več zmoremo v glavi, kot dejansko telo zmore. Tudi več si lahko predstavljaš. To ne pomeni, da mi ne zmoremo stvari, ki smo se jih zaželeli ali pa karkoli, samo pač treba se zavedati, da imamo tudi mi fizične meje. Naše fizično telo ima druge meje, kot ima naše telo v naših možganih, v naši neki te fantaziji, resničnosti, ki si jo tako predstavljamo. Lahko govorimo, da se neke fantazije bolj zdrave od drugih. Ker, ne vem, res ne razumem, kaj je tukaj vzadaj za temu, da pač v enem dnevu 600 fanti in da to toliko ljudi zanima, da to množično gledajo potem. Tukaj več vprašanj v bistvu, nisem to, kaj je tukaj v ozadju, recimo te osebe, ki se odločajo to delati, ampak tudi jaz mislim, da velikokrat vprašamo, pravno, zakaj se toliko moških odločajo. Zakaj to, Zakaj, ker velikokrat se reče, kjer je ta ženska, kako je beta, zakaj to gledajo? Ampak recimo, zakaj pa toliko moških je pripravljenih se postaviti v vrsto in biti del 600. Iz vseh držav so prileteli. In grejo, ker tukaj se treba vprašati. Nek način, če gledamo iz vidika podiranja rekordov. Sem cilj je bil jasen kupiti hišo, se mi zdi. Ja, to je zdaj OnlyFans. Govorila sem zadnjič, gledala nek video posnetek, je rekla, da ko je prišla, je v enem dnevu zaslužila $54,000. In da na koncu meseca je imela že hišo. Pač to je to. Kaj je to torej tukaj? Zakaj? Zakaj, pač zakaj oni to delajo? Zakaj delajo take stvari? Je velikokrat zato, da ti v tej množici ljudi, ki delajo marsikaj, si viden. Za trenutek si ti tisti, ki je na slavi, unih 5 minut, tvojih 5 minut je tistih, ki ti moraš doseči. Tudi pri OnlyFansu pa predvsem v Bonnie Blue je zdaj zelo primer tega v bistvu neke vrste že post OnlyFansa na nek način, ker ona gre čez vse meje vsega, kar se je počela, Pač ona podira vse rekorde, dela stvari, ki jih do zdaj recimo tudi znotraj skupnosti se ni delala, ker so bile tudi neke meje. Vedno je nek bonton obnašanja, koliko delaš, koliko greš presežke. Ravno ti presežki. Sem gledala nekaj posnetkov, so punce govorila, da to ni kul, kar ona dela, zato ker jemlje s tem dela tudi drugim in da do zdaj je bil vedno nek tak dogovor v skupnosti, kaj se dela, pa kaj ne. In s tem, ko greš čez vse te rekorde, si pač valjda čisto drugačen. O njej se govori zdaj vsi vejo za Bonnie Blue, ki je seksala s 1000 moškimi, v enem dnevu se bi rada z 2000 moškimi. In ona si s tem pač ful popularnosti naredila in lahko ful si kup. Ampak zdaj, vse druge bo pa ali po en stran mogli temu slediti, če hočejo biti, ker zdaj, če se bojo vsi na Bonnie Blue navadili, kaj to pomeni? Bojo mogli vse punce to početi? Recimo, če govoriva samo o ženskah v tem primeru. Ali kaj zdaj to pomeni? Ali se bodo uprle? Ker ena taka oseba res ful skače ven. Se pravi, več, ko jim dajo nekih fantazij, bolj ratajo te fantazije, še bolj, fantazije se nalagajo. Ja, zato ker to je ta senzibilnost. Več, ko jaz gledam stvari, ki morda jih prej nisem vedela, da obstajajo, do več stvari lahko tudi sprejmem. Lahko je pozitivno, lahko je negativno. Meni mogoče na začetku se mi bo zdaj navaden misionarski seks, to je to, Pa bom pa enkrat gledala, dvojno penetracijo, bom še parkrat gledala to, bom šla na trojno penetracijo,
A ne? In počasi ti postane normalno. Večkrat, ko neko vsebino konzumiraš, bolj ti postane normalna, bolj se lahko s tem strinjaš. A ne? Tudi, ko poslušaš stvari. Sej prvič si mogoče ne strinjaš, drugič tudi ne, ali pa se opiraš. Karkoli, ampak pol čez čas, ko poslušaš, pa začneš še ti malo o tem premišljati, boš pa ful, zato ker ti postane bolj poznano. A ne? To je to. Ta fantazija je iz neke mehne fantazije, ko narašča, ne, ti postaja bolj poznana, zdaj pa to nekaj, kar pa jaz vem, ne, to je pa zdaj del mene in zato se tudi fantazije naraščajo in se ne ustavijo. Zato je pač tudi se govori o tem, da bi mogli bolj opozarjati, ne, ker eni govorijo spet temu prepovedati pornografijo, ne, to je absolutno slabo, eni govorijo pa, da ne, da je treba znati delati z njo, ali pa karkoli drugo, ali pa da je to ful dobro. Ja, ker recimo tukaj je Velika Britanija, se mi zdi, da Velika Britanija ravno kar prepovedala, se pravi, video vsebine, kjer se davijo. Pravi, to je tudi en del, ki je zelo popularen. In je veliko nevarnosti. In da bi se to recimo prepovedalo, kar pač govori, da bojo vso pornografijo prepovedali, po moje zelo iluzorno, ampak če pa govorimo o določenih segmentih, ki so pa res morda nevarni. Ja, pač predvsem je pomembno to, da se nove generacije nauči tudi ločevati med tem, kaj so resnične možnosti človeškega telesa in kaj je pač nekaj, kar dela nekdo, ki je natreniran in navajen. Ker če mi mislimo, da naša telesa niso enaka, najne dve telesi nista enaki. In jaz ne morem pričakovati istih stvari, kot jih ti od svojega telesa in ti ne moreš pričakovati istih stvari, kot jih jaz od svojega telesa. In pač velikokrat mi pozabljamo, da mi imamo svoje telo, mi nimamo telo nekoga drugega. In pač zato tudi ne more iti vsak na maraton. No, čeprav, če ste rekla te fantazije, če so s temi držljaji tako, v bistvu potrebujemo vedno večje stimulance, potem je v bistvu težko se soočiti z realnostjo, ki pa, kot sva rekli, telo ne omogoča vsega tega, kar pa si ti prej, 5 let konzumiral digitalno in potem dobiš prvo punco, prvega fanta. Dopamin, ne? To je ta dopamin. In je potem v bistvu nemogoče sploh se čutiti nekako zadovoljen v nekem odnosu. Ja, ker si imel pričakovanje. Tudi če razumeš, da racionalno, da racionalno je to čisto logično, ampak zato, ker pač se nisi preustavil, oziroma se je bilo težko preustati, ker ti tudi ni noben, se tudi težko je realno reflektirati ali pa biti racionalno v takih situacijah. Vedno si lahko rečeš, se name to ne bo vplivalo, bom naslednjič naredil drugače, ampak dejstvo je, da sam še zdaj, se to isto kot čokolado, pač si sam še en košček, in te koščke se nalagajo. Ker pa noben tega sistematično tudi ne nagovarja, ne pač te stvari je treba ustavljati, recimo zelo pozdravljam ta primer, da se davljenje v primeru pornografije, predvsem ta domača pornografija, velikokrat zato, ker pač so točke na vratu, ki pač nepravilno davljenje privede do pomanjkanja kisika v možganih, kar prinese lahko do hudih možganskih poškodb in pač težavno splošno v tvojemu življenju in ti nočeš tega. Ampak velikokrat ljudje nismo racionalni, ko imamo fetiše ali pa ko imamo neke fantazije. Sej meni se pa ne more nič zgoditi, v bistvu velikokrat je tudi to. Sej meni se pa ziher ne bo zgodilo to, jaz sem pa dovolj previdna, jaz sem dovolj previdena. In tudi to je ta stvar, ker ti se ne zaveš, kakšna nevarnost je, ker lahko si ti pa tudi to dogajalo, da ti si večkrat uspel to doživeti in se ti ni absolutno nič zgodilo, ampak samo enkrat je pa tisto preveč. To je ta problem z vsemi temi stvarmi, ki ti dajo dopamin. Tudi pač spolnost, droge, alkohol, karkoli. Tudi ni prizarjanje smrti v pornografiji, se mi zdi tako zelo. Ja, nekrofilija oziroma nasplošno, ja. Pač to so neke meje, ampak to se zdaj pokaže vse, kam gre ta družba. Ker to so neki fetiši, če so bili prej mogoče fetiši nek manjši spektar, je zdaj vedno več, zato ker so vedno večje potrebe, ker je ta fantazija, zdaj spet govorimo o tem nalaganju, lahko si predstavljajo tudi kot Lego kocke, ko gradiš, pač vedno širše. In pol vse pride in v bistvu meja je samo človeška domišljija. A je erotika sploh še popularna, je to sploh še? Koga erotika sploh še zanima, tista običajna. Mislim, ziher, zakaj pa ne bi? Ne, ker je toliko tega zdaj postalo in v bistvu je vse dostopno, da se mi zdi, da bi ta del pa popolnoma tako izginjal, ker že ti oglasi so vse prisotni, ki vabijo k ogledu in k v bistvu ustvarjanju teh vsebin, ni samo OnlyFans, teh platform je danes veliko več. Ogromno. V bistvu se prikazujejo ti oglasi vsem in vsakomor skoraj da ne. Moje je na temu, da tudi družba začne, mi spolnosti ne moramo prepovedati, oziroma našega seksualnega obnašanja. Tudi seksualno delo
recimo tudi pri seksualnem delu veliko govorimo o teh binarnih pozicijah, a ti to podpiraš, ali si ti proti temu, a ne? Če ti to podpiraš, očitno pomeni izključno to, da ti tudi podpiraš recimo trgovino z ljudmi, če si ti proti, pa vidiš to izključno kot orodje patriarhata oziroma kot nasilje nad ponavadi nad ženskami in tega sploh ne vidiš kot seksualno delo, ampak vidiš recimo kot prostitucijo, a ne? Torej ne uporabljaš termina seksualno delo, ampak treba se zavedati, da tukaj je spet toliko več stvari noter, a ne? Da to ni samo podpiraš, ne podpiraš, a ne? To so zdaj ta dejstva, a ne? Ki so tudi erotika, a ne spolnost, to je vse dejstvo, to je nekaj, kar človek rabi. Tudi seksualno delo, zakaj to je? A ne? Zakaj vsi rečejo, pa tako se tega ne rabimo, a ne? Ampak po drugi strani pa, ne vem, ljudje rabijo tudi seksati, a ne? Okay, nekateri ljudje rabijo dominirati ljudi oziroma izkoriščati, prevzemati moč, a ne? Tukaj pol pride do teh problemov izkoriščanja ljudi, tudi do težav, ki jih prinese trgovina z ljudmi oziroma na splošno tega nadzora jemanje pravic pa vse. Ampak kaj boš rekel osebi, ki si želi seksati, a ne? Ker naj bi bila ena od osnovnih človekovih potreb tudi spolnost. In naj bi imela kot taka vsaka oseba pravico do spolnosti. Kaj boš rekel, zdaj morate biti pa vsi v odnosih? Zato, ker tako, kot imaš ti pravico reči ne seksu, ima ta oseba reči pravico ja seksu. In pač seksualno delo tudi zaradi tega obstaja, a ne? Ker pač, in vedno je. Ker je potreba po seksu in je en del ljudi, ki tudi seksa ne dobi drugače kot tako. In pač tega se je treba zavedati. Zdaj, kako pa to nagovarjati, pa pač ta problema. Ne treba se zavedati, da to so osebe, ki se s tem ukvarjajo, da pač so. In je treba razumeti njihove zgodbe individualno, ne? Ker ne moramo tudi mi govoriti nekaj o posplošenem liku, kdo je zdaj seksualna delavka ali delavec. Ne v Sloveniji, ne po svetu, ker je pač to zelo različno. Ja, to je nehomogena kategorija, da v bistvu toliko je dejavnikov, ki na to vplivajo, toliko je stvari, a ne. Zdaj, ja, zelo jasne so meje tam, ko govorimo o nasilju nad ljudmi, ko govorimo o tem, ko je nekdo izkoriščen, ko je nekdo prisiljen. To je zelo jasno. Če se ti s tem absolutno ne strinjaš, če te to nekdo sili, če ti nimaš absolutno nobene možnosti iti ven, karkoli, absolutno, to se gre za nasilje, to je treba obsojati. Ampak hkrati se je pa treba zavedati, da so tudi ljudje, ki se za to odločajo. In se odločajo zaradi različnih vidikov in imajo različne življenjske situacije. Lahko so ljudje, ki so visoko izobraženi, lahko so ljudje, ki niso, lahko so ljudje, ki prihajajo iz urejenega družinskega okolja, lahko niso. Pač, ja, so neke raziskave, kjer kažejo, da pač ljudje, ki imajo večje izkušnje, ne vem, s spolnim nasiljem v otroštvu, se zna zgoditi, da bi se ukvarjali s tem. Ampak to ne pomeni, da je to vsaka oseba, a ne. Ne moramo vsem govoriti kot dejstvo, ker je pač to toliko nehomogeno, toliko je odločitev, zakaj se bo nekdo ukvarjal z nečem takim, da pač je treba tudi to razumeti, ne? Da pač ni nekega enega lika. Katera zgodba te je pa morda, ko si raziskovala, se pogovarjala z dekleti, najbolj presenetila, morda pač navdahnila ali pa, ne vem, ti dala misliti tako? V bistvu, jaz tukaj ne bi govorila o eni zgodbi, ampak samem dejstvu, da mi toliko mladih govori, da o tem resno razmišljajo. Ker jaz zdaj, ko raziskujem študentsko populacijo, se srečujem res vedno več z ljudmi, ne samo moj ožji krog, če rečemo, da je moj ožji krog tisti, ki ima bolj odprt do spolnosti, tudi če ne drugega zaradi mene, ker skozi o tem pričam in moram veliko o tem povedati, ker me pač seksologija zelo zanima, ampak na splošno, da prihajajo ljudje, da govorijo ljudje, da resno razmišljajo, da ne vejo, kaj bojo naredili in da resno razmišljajo o teh stvareh. Torej, kaj so zdaj te preskoki? Torej, ne govorimo samo o tem, ali je to prav delati, ali to ni prav delati, ampak kam smo mi zdaj prišli, da je zdaj to postal tako logičen razmišljak. To je meni to ful zanimivo. Ne? Tudi recimo na faksu jaz opažam, da so ljudje, se nič hudega bom pa to počel. Ne? In mi je tako ful zanimiva ta diskrepanca. Ti si na visokošolskem izobraževanju, v nekem terciarnem izobraževanju, prva, druga, tretja stopnja, tudi doktorske študentke in študenti. In zdaj si tako, se nič hudega bom pa to delal. Torej so odnose, spremembe v odnosih. Verjetno je to povezano tudi z tem materializmom oziroma z tem, da zelo visoko cenimo vse te luksuzne dobrine, da nas to obdaja, da si mladi hrepenijo po tem, da bi bili ekstra bogati in ne vidijo druge poti, kako do tja, kajti pač dejstvo je, da zgolj določenem promilu bo uspelo. Ja, to, pa tudi naši stari starši so si z lahkoto ustvarjali neko življenje. Mi smo imeli hiše, vse okoli. Mladi danes ful težje vidimo neko prihodnost. Čisto na splošno gledano, ker ne veš, kaj bo. Tudi politične situacije na svetu se spreminjajo, gospodarstvo se spreminja, ekonomija, službe, vse se spreminja. Zdaj s prihodom AI pomeni, da bo veliko služb se ful spremenilo. To so vse neke nesigurnosti, ki ti dajo te možnosti, da ti začneš razmišljati o teh drugih stvareh. Tudi materialnost je tudi velik del, ker ti danes so stvari izredno drage.
da kupaš nek konkreten telefon, je že minimalno 400, 500, 600 evrov, če hočeš kaj božga, je že takoj nad 1000, 1500 evrov. To je izredno veliko denarja. Ne? Pač to je danes mesečna plača že v Sloveniji, pustimo tiste, ki so na minimalcih. In take stvari ti prinesejo pač tudi te odločitve, ne? Da pač je to ok, ker je to itak del dela, je to nekaj normalnega, to se itak rab in to je nekaj, kar pač to zmotno mišljenje pa je vseeno, da to je nekaj, kar ti bo dal res takoj zaslužek. Lahko ti da trenutno, recimo, če greš klasično prostitucijo delati, ja, ti lahko da. Če boš veliko po seksu, I guess, boš dobil veliko denarja. Ampak kako dolgoročno je to? To so v bistvu osnovi seksualnem delu, veliko se ne govori o dolgoletni karieri, no, so primeri iz tujine, ampak v osnovi se to gre za neko časovno obdobje, krajše, kjer ne bi ti pol šel ven, ampak zdaj pač, a boš ti pa šel ven ali ne, pač pol kasneje se zve. Tudi punce sprašuje za nasvete, kdaj tako se obračajo na te, kako se lotiti. Ja, v bistvu dobivam ful teh nasvetov, jaz sem raziskovalka in jaz sem bolj tukaj vedno, ko dobivam kakšno vprašanje, kako naj to delam, sem bolj tako, da je resno premislil, pa to ne pomeni, da jih ne podpiram karkoli delajo, nikoli ne bom oseba upaj delati seks work, to je nujno rabiš, tako boš imela denar, absolutno ne. Sam pač, če prije nekdo s tem do tebe, na začetku sem imela ful težave, kako reagirati, sploh kaj zdaj jaz rečem, jaz te nočem spodbujati, ker se mi ne zdi fair, pa ne zato, da ne spodbujam ljudi, ki delajo seksualno delo, to mora biti tvoja odločitev, jaz ne smem biti tista, ki bo zdaj rekla, ja, to deli, ja, to ne deli, ker to ni moja odločitev, vsak mora za svojo odločitev stati. Bolj je pa to težava, zato ker zdaj ne vem, a so ljudje izključno ne vidijo več drugih opcij, pa se tukaj sprašujem tudi, kaj naš šolski sistem in vse se zdaj spreminja, tudi same vrednote družbe, skupnosti, kaj so zdaj te vrednosti, tudi to, kako osebi pač pomagati. Jaz absolutno ne morem pomagati, ker ne vem, kako je imeti OnlyFans ali karkoli, jaz tega ne počnem, jaz to raziskujem po zgodbah, potem pač lahko preveraš mojo diplomo, zdaj, ko bom napisala magisterij, to, ko še intervju pogledaš, ja, ampak jaz ti ne znam svetovati in tudi nočem biti tista oseba, ki bi rekla, pa tisto osebo vprašati, kako to delate. Pa ne zato, da bi jim bilo to počastjo ali pa da se jaz ne bi hotela s tem mazati, sem pač kot raziskovalka se mi zdi nujno, da bi kakor toliko se probala biti neutralna. Ja, biti neka neutralna oziroma pač kakor si lahko objektiven, pa ne moreš biti, tudi v antropologiji je tako, da smo mi velikrat celi noter, pač to gre vse čez tebe, vse to ti čutiš, doživljaš, opažaš. Ampak sam pač, da nisem odločevalca, da sem sam tista, ki izve zgodbe, ki se pogovarja, tako, zakaj pa to razmišljaš, pa probam te zgodbe zdaj tudi zbirati, ker prej sem se recimo fokusirala izključno na osebe, ki opravljajo seksualno delo, zdaj mi pa vedno več zanimajo tudi zgodbe oseb, ki resno razmišljajo o temu. Zato ker tudi tukaj je ful velik vidik, ki ga mi v bistvu ne opazimo, ker osebe, ki so v seksualnem delu, so že v seksualnem delu. In absolutno je treba z njimi govoriti in zvedeti njihove zgodbe. Ampak treba je pa tudi zvedeti, zakaj se toliko ljudi zdaj resno začeli razmišljati o tem. A je to izključno nekaj, kar je postalo del pop kulture, ker je to pač na Instagramu, pa to vse to lahko vsak uspe, ker ne more. Zaslužki so izredno nizki, to OnlyFans to ni visok zaslužek. Če je svetovno povprečje okoli 150, to ne pomeni, da dobi vsaka oseba 150. To samo pomeni, da vsi oni zaslužkarji, ki imajo milijone, pa vsi oni, ki imajo nič, je pa ekvivalent na unih 150. Povprečje, ne vem, če dobiš par evrov lahko, tudi še manj velikrat. In pač ne vem, ful so mi zanimivi zdaj, kaj so zdaj te dejavniki, a so to odnosi, a je to sprememba tudi percepcija našega telesa, kaj je zdaj naše telo, To ni ne dobro, ne slabo, Pač spolnost je nekaj, kar se spreminja, Tudi sama revolucija je na spolnost naredila marsikaj, Že v 60-ih, 70-ih, feministični vali, pa zdaj z digitalizacijo, In to je zdaj vse te spremembe, kako mi doživljamo spolnost in kako z našim telesom delamo spolnost, Torej ne iz vidika samo komercialne spolnosti, seksualnosti, ampak tudi tako, kako ti reprezentiraš sebe kot spolno bitje. Tako da je to taka mišica. Kako bi pa morda na eni strani vse to, o čemer so govorili, vedno več mladih razmišlja o seksualnem delu, odprtih do spolnosti, po drugi strani pa je bil ta vikend več kot 500 000 mladih se je zbralo v Zagrebu, pozvalo k krščanskim tradicijam, k družini, k domu. Tako kot dva paralelna svetova. Ja, morda čisto neka zaključna opažanje, čisto tvoja misel o tem, ali je to sploh povezano ali ni. Sej, dober primer je v bistvu Andrew Tate pa Bonnie Blue intervju. Mislim, ni isti primer kot tole, ampak če govorimo o Andrew Tate, je kot nekdo, ki zagovarja te tradicionalne vrednote,
mogoče tudi bolj patriarhalne, nekateri pravijo, ne, oziroma pustimo to, kaj vse Ja. on počne in če so vsega obtožena, ampak nasplošno pa pol na drugi strani ona kot ženska. Ne, in v njenem intervjuju zelo dobro prikazuje, ne, on na eni strani govori, vi ženske, ne, itak ste hotele enakost, ne, zdaj jo pa imate, ne, in ona odgovori, jaz če hočem seksa s 1000 moškimi, pač bom seksala, ne, in po drugi strani pa zdaj ta rast teh vrednot, ne, tudi ta koncert. To je pač samo to, da pač ljudje zdaj iščejo tudi druge stvari, ne. Sej, spolnost je samo en vidik našega obnašanja, ne. Tudi ta vera, vrednote, ne, so drug vidik, ne. In torej eni grejo bolj v liberalni odnos do vsega, drugi grejo pa bolj v to skupnost, družina, Bog, karkoli, ne. In tudi samo vero, tukaj zdaj ne govorim nakoli, ampak samo vera v osnovi ni nič narobe. A ne, pač vera je spet ena stvar, ki je del tebe. Bolj so problem ti drugi dejavniki zunaj, a ne. Vera je pač tam, kdorkoli v karkoli veruje, to je njihova stvar, ne. To je vedno osebna stvar, tako kot spolnost. Spolnost je tudi tvoja osebna stvar, ne. In tukaj se pač ne bi vmešaval noben. In tudi zakaj je šel toliko ljudi na koncert in če bi lahko naredila povezavo s spolnostjo, je pač, to so neki popularni trendi tudi, ne. Na eni strani imamo popularne trende nazaj k družini, k Bogu, k skupnosti, a ne, to ostati jedro, ostati neka tradicionalna, nepremična struktura, na drugi strani imamo pa v bistvu te liberalne oziroma bolj odprte vrednote, individualizem, rast samega sebe, a ne. Ni toliko pomembna skupnost, kakor si pomemben sam. In v bistvu je pač nekako logično, ker vedno so neka ta binarna nasprotja, a ne. In torej, če raste eno, raste tudi drugo, a ne. In to je v bistvu zdaj ta prikaz, a ne. Po eni strani želja po racionalnem, po nekem stabilnem in po drugi strani želja po raziskovanju, po fluidnosti, po možnostih. Najlepša hvala, Živa, mislim, da so zelo lepo naredili vsaj en del risa prikazati družbe, kaj se dogaja. Res hvala, ker si prišla. Hvala tebi. Hvala vam, ker ste naju spremljali. Če imate kakršne koli komentarje, ideje, predloge, morda za teme, ki vas zanimajo, pa vas vabim, da se oglasite na elektronski naslov pia.kapitanovič@delo.si. Hvala in še naprej lep dan.